Kje ste, moji dragoceni člani? Kot vidite, sem prebolel kugo in imam danes tukaj za vas video o ženski, ki prodaja najbolj beden spiritualni pripomoček, kar sem jih kdaj videl. In sem jih videl precej. No, v glavnem, ona prodaja nek čudaški dildo s kristali. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom za vas posnela video, kako uporabljati atlantitsko palico moči. Ja, atlantitska palica moči. Očitno se tako reče temu, kar dobiš, če vzameš nek praskalnik za mačke in gor zalepiš neke brezvezne kamne. To je šamanski pripomoček. Ja, če si šaman, ki mu je všeč vtikati stvari v rit. To uporabljajo v Mehiki, tudi v Južni Ameriki. Torej, v samih državah, kjer res vse štima. Povej nam več o tem, ko lahko ta čarobna palica pomaga tudi nam. To je palica, prvo je stabilizator. In to, da je stabilizator, lahko vemo po temu, ker so praktično vsi ljudje, ki jo kupujejo, tako mentalno nestabilni. To tudi stabilizira vašo energijo. Deluje na vaše čakre. Mislim, ful mi je smešno, ko razlaga nekaj o energijah in čakrah, vmes pa drži v roki nekaj, kar deluje totalno kot nek hipi vibrator. Ker ni res, to zgleda kot nekaj, s čimer bi masturbirala Pocahontas. To je palica za odpiranje, čiščenje in polnjenje čaker. Ja, vem točno, katero čakro si lahko s tem spucaš. Na palici je 7 kamnov. Za vsako čakro je en kamen. O, kul, imaš različne stopne jakosti, glede na to, katero čakro si hočeš napolniti. Levo roko se vedno drži proti gor, ker dejansko si pomagamo z višjo energijo. Glavo obrnemo navzdol, ker te palice večinoma prodajamo ljudem z nižjimi kujem. Desno roko se prime palico, se jo usmeri proti svoji prvi čakri in se prime prvi kamen. In najprej se začne delati krog. Kam točno je šla ona palica moči? Najprej se začne delati krog v kontraurnega kazalca. To dobro poslušajte, fantje, ker če bo kdaj kjera hotla, da je res kvalitetno spucate čakro, pravilna smer je proti urinem kazalcu. Na ta način čistimo našo prvo čakro in vedno mora biti prisotna namera. Ja, moraš dobro nameriti v čakro, preden to palico zarineš notri, drugače si lahko hitro uriti. Potem začnemo delati krog v urinem kazalcu, v smeri urnega kazalca. Ta atlantitska palica definitivno deluje, ker njena čakra je zdaj tako dobro pucana, da boga punca kome govori. In na ta način damo namero, da jo polnemo in odpiramo našo prvo čakro. Ja, odpremo in napolnimo to malo čakro nenasitno. In ščistimo jo, ker je umazana čakra. Ta palica je dobra tudi pri meditaciji, ker nam še bolj pomaga priti v naš center. Mislim, ta palica je dolga slabega pol metra, tako da ni čudno, da pride vse do centra. Če ti to ne napolne čakre do konca, potem ne rabiš atlantitsko, ampak afriško palico moči. Zato je dobro tudi meditirati s to palico. S to palico se da tudi manifestirati stvari. Ampak pri manifestacijah pa moramo biti zelo pozorni, če izviramo iz srca ali če izviramo iz česa drugega. Ja, glede na to, kam si je zdaj to palico tlačila, je velika verjetnost, da bo manifestirala iz česa drugega kot iz srca. Tako da vsaj malo umijte to palico, preden karkoli manifestirate dalje. Ker če manifestiramo napačne stvari, se nam bo prej ali slej to vrnilo. To je res, ne moreš to palico kar nekam tlačiti in potem manifestirati stvari in misliti, da se bo vse v redu končalo. Kar ta palica dobi, to vrača nazaj. Tako da, če si jo vedno tlačite v isto mesto in potem z njo manifestirate, se ne čudi, če bo tudi vaš life totalno v čakri. Tako da tle morate biti res zelo pozorni, kaj počneste s to palico. Ja, morate biti res pozorni, ker ta palica je malo ostra na koncu in če si z njo samo na silo pucate čakro, si lahko kaj oddrsate. In kot drugo, te kamni niso lih najboljše gor zalepljeni, tako da če jo tiščite še kam drugam kot v predvideno čakro, je majhna nevarnost, da boste še cel teden srali kristale. In vedno, preden se lotiste manifestirati bilo česa, se vedno vprašajte, je to prav?
ali tle kaj narobe. Meni se zdi tle marsikaj narobe, ampak po pravici povedano, če se vam do zdaj ni zdelo malo čudno to palico tlačiti not v čakro, potem vas tudi manifestacije ne bojo preveč zmotile. Naprimer, da vam dam primer, kaj bi bilo recimo črno. Ki lahko se vam ne zdi, naprimer, ne? Ampak, naprimer, če punce, ne? Če si želite enega fanta, točno določenega fanta. Če boste hoteli to manifestirati s to palico, to je črna stvar. Ja, punce, to je napačno, da si želite prav enega določenega fanta, ker poglejte malo svojo situacijo. Neko palico iz interneta si tlačite not v čakro, ker vas noben noče. Kaj se vam to res zdi primeren čas za izbirčnost? Na tej točki ni lih čas zagovoriti, jaz bi unega. Ne, punce, vi bi kjeregakoli se sploh še hoče ukvarjati z vašo čakro, ker verjemte, ni dolg seznam. Vi ste že dolgo mimo tega, da bi izbirali med tipom A in tipom B. Edina izbira, na katero lahko vi zdaj upate, je kjerikoli tip se pač najde ali pa 16 mačk. Vi lahko si prikličete s to palico ljubezen, to je bela. Ful zakon, kako ne reče dobro in slabo, ampak belo in črno, ker itak vsi avtomatsko vemo, da belo je dobro in črno je slabo. Mislim, tle počasi ne vem več, če poslušam video neke zdravilke ali Norme Brščič. Najdete ljubezen v sebi in boste pol s to energijo pritegnili fante. Ja, tudi vi lahko najdete ljubezen, tako da to palico tlačite not vase. In z malo sreče boste potem lih toliko manj obupane, da boste kakšnemu tipu celo zanimive. Mogoče, samo ne govorite o tej palici na dejtu. Ampak ne tisti, ki boste vi hoteli, ampak tisti, ki so vam namenjeni in ki pašejo na vašo energijo. Ja, ne tiste fante, ki bi vi hoteli. Ker spet, če bi bile ene od tistih žensk, ki lahko dobijo tistega tipa, ki hočejo, pol verjetno ne bi rabile kupovati nekih palic ljubezni iz interneta. Tako da res pazite, tudi naprimer, da si hočete pričarati denar. To tudi je črno. Vi si lahko začarate obilje, ne pa denar. To je res precej smiselna trditev, ker če ste ena od unih oseb, ki da 87 € za neko čudaško čarobno palico iz interneta, potem verjetno tudi vse ostale vaše naložbe niso lih najbolj smotrne. Ampak še vedno imate lahko doma obilje. Imate lahko obilje glupih okraskov, dišečih palčic, mačk, ampak za videti denar morate pa počakati, da vam nakažejo socialo. S to palico je tudi lažje dvigniti kundalini energijo. Ja, če se kakšnemu tipu ne dvigne kundalini, ta palica pomaga takoj. V skrajni sili ga samo zavežeš gor s par elastikami in bo kundalini stal kot v srednji šoli. Ta palica zelo pripomore k temu. Če sedimo, naprimer, najlažje je dvigniti kundalini sede, saj meni. Ja, meni tudi. Kdaj samo sedim za računalnikom in gledam slike nagih tet po internetu in kundalini se dvigne kar samo od sebe. Tako da jo položimo, nekako jo zataknemo, da je usmerjena navzgor in pol se lotimo. Ena elastika, 2 elastike, brez skrbi, draga, še par jih dan gor in bo moj kundalini kot raketa. Tako da s to palico se lahko počne še marsikaj drugega. Lahko se tudi zdravi ljudi, samo to spet, če se lotiste tega, morate biti čisti v srčku in vse delati iz ljubezni in ne z drugimi nameni. Ja, ne zdraviti ljudi iz slabih namenov, kot recimo... Dejansko se ne spomnim nekih ful slabih namenov za zdraviti ljudi. Mislim, če hočeš nekoga pozdraviti, načeloma delaš kar nekaj dobrega, ne vem, kaj bi lahko tukaj bilo slabega točno. Kjero točno situacijo si ta ženska predstavljala, ko nekoga zdraviš iz žlehtnobe? Bomo zdravili mentalno bolane ljudi, da ne bojo več kupovali te palice na netu? Ne, to je črno. Tako da bodite pozorni, kaj delate in srečno pri uresničevanju vsega, kar si želite. Zanimivo, kako pri zdravljenju jo toliko skrbi, da ne bi kdo tega počel iz slabih namenov, ampak pri uresničevanju tega, kar si želite, pa samo gas. Ker to ne more biti nič slabega, ne? Si želite koga ugrabiti ali pa mučiti mačke? Samo srečno. Samo ne mi zdraviti ljudi iz žlehtnobe, ker to
To pa ni fino. In to je konec tega kratkega tutoriala o pucanju čakre. Upam, da vam je bil poučen tako za punce, ki bojo zdaj vedle, kako si same napolniti čakro, kot za fante, ki bojo zdaj vedli, da je treba prej odpreti čakro proti urinem kazalcu, preden začneš tiščati notri svojega kundolinija. Ajde folk, dobro manifestirajte!